Ena od zablod postsocializma v Sloveniji je to, da si prigovarjamo, kako je naš slab trenutni položaj le začasen in da bo kmalu minil. V sredo 20. maja 2015 je bila gostja letošnje zadnje konjiške čajanke v tej sezoni, ki jo pripravlja Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Vesna Vuk Godina. Predstavila je svojo knjigo Zablode postsocializma, ki v javnosti sproža burne odzive. Priznana antropologinja v njej niza razloge, zakaj je Slovenija zašla v ekonomsko, socialno in politično krizo. Postreže pa tudi z nekaj njenimi recepti za izhod iz nje. V svoji logiki in pač tudi po namenu, napisana tako, da pač nekaterim gre predvsem živce, bi rekla. Pač knjiga je problem, posebej za tiste, ki pač verjamejo, oziroma to je bila tudi večina Slovencev, pa ne samo Slovencev, ker so pač državljani vseh postsocialističnih držav na nek način ob koncu socializma padli v isto zanko. To je bila zanka predpostavke, da po koncu, ko se bo socializem končal, bodo nekdanje socialistične družbe in seveda enako Slovenija z nekimi manjšimi korekcijami, kamor je sodila recimo korekcija na ravni institucij, torej prevzem zahodnih institucij in pa z nekimi tehnološkimi inovacijami, ki naj bi bile seveda prenešene iz Zahoda. Pričakoval se je transfer kapitala in transfer znanja, da naj bi te države pravzaprav relativno hitro zmožne postati države oziroma družbe za razvitim zahodnim tipom kapitalizma. To je bila v resnici tista zanka, v katero so se ujeli ne samo se pravi Slovenci, ampak državljani vseh nekdanjih socialističnih držav, ker se je pač zdela ta predpostavka na nek način realistična. Zdela se je, da pač kaj pa se lahko drugega zgodi kot to, ker namreč nekatere nekdanje socialistične države oziroma družbe so sodile že, bi rekla, na nekaj po kriterijih, recimo ekonomskih in socialnih, v srednje razvite družbe, oziroma nekatere so bile pravzaprav že blizu temu, kar so bile razvite zahodne kapitalistične družbe. Ta razkorak se je zdel zelo majhen in zato se je pač pričakovalo, da bodo te družbe relativno hitro zmožne tega prehoda. Zato se je tudi obdobje po koncu socializma in pač v pričakovanju tega, kako se nam zdaj spremeniti v zahodno razvito kapitalistično družbo, označevalo tudi v sociologiji, tudi v družboslovju z izrazom tranzicija. Se pravi, tranzicija pomeni torej prehod iz socializma v to, rekla, silno kapitalistično realnost. Zdaj, seveda, moram povedati, da to idejo, da bo pač ta prehod hiter in neboleč in pravzaprav za vse te družbe uspešen, to idejo so delili ne samo državljani postsocialističnih družb oziroma nekdanjih socialističnih družb, ampak tudi družboslovci v teh družbah, pa tudi družboslovci na Zahodu. Oni so tudi na veliko govorijo o tranziciji, še zdaj govorijo o tranziciji, še zdaj obstaja neka podisciplina, ki se imenuje tranzitologija. Čeprav seveda je zdaj 25 let po socializma oziroma zdaj odvisno, katero družbo gledate, ponekod je že več, popolnoma jasno, da se ta predviden cilj ni uresničil. Nobena nekdanja socialistična družba v četrt stoletja ni postala razvita družba z zahodnim tipom kapitalizma in treba je seveda izpostaviti, da so vseh družb pričakovali, da bodo zato potrebovali bistveno manj časa kot 25 let. Nasprotno, po 25 letih je popolnoma jasno, da nobeni družbi to ni uspelo in da pravzaprav se te družbe, vključno za Slovenijo, vedno bolj odmikajo od tistega, kar so razvite zahodne kapitalistične družbe. Slovenija je bila v resnici najbližje temu leta 1991, no takrat naprej se potem stalno odmikamo v resnici
tega stanja in nekak razkorak med nami in Zahodom postaja vedno večji. In to je seveda nekaj, kar nikakor ni bilo planirano. Zdaj, treba je povedati tudi, da v večini vseh nekdanjih socialističnih družb so ljudje dojeli, da se ne bodo nikoli spremenili v razvito zahodno-kapitalistično družbo. Pač kolikor kaže evidenca in literatura, obstajate samo dve družbi, kjer ljudje še vedno verjamejo, da se bo to zgodilo. Ena je Kitajska in druga je Slovenija. In potem, ko sem jaz to napisala, meni je rekel, moj urednik Štegar, čigar zasluga je, da je takega sploh da rešla, ker drugače bi jaz še vedno doma v kakej knjižnici, ali kje, mi preverila, če je to, kar sem jaz ugotovila, res točno, ali sem se jaz mogoče zmogla. Ker sam pravim, to, kar sem jaz ugotovila, meni ni bilo všeč, tako da razumete. Prva oseba, ki je morala biti zelo nenavlišena na tem, ker tam je to piše, da jaz nisem morala to napisati. Razumete? In zdaj, kak bi rekla, potem sem pač tega rekel, ok, ampak zdaj rabimo še pač izhode, rabimo možnosti. No in potem, ko sem jaz pač kot matematični pač variablami, ki mi sicer zelo niso všeča, računala, kakšne so možnosti, sem prišla do 4 možnosti. Prva možnost, delamo še naprej to, kar delamo, torej sploh ne razumemo, zakaj gre. Vsi še kar naprej zategujemo pas in pričakujemo, da bo čez 3 leta boljše. To je že Drni govoril. V svoji prvi kandidaturi je govoril, da imamo krizo, moramo malo zategniti pas, potem bo pa čez 3 leta boljše. Zdaj še 25, ko delamo rezultate disaster. Zdaj lahko nadaljujemo s tem, kar pač delamo, seveda to vemo, kam bo pripeljalo. Torej, v tej državi bo še manj dela, vsi pametni študenti bodo šli ven dela, vsi, ki bodo dobili delo, bodo šli ven dela, ker delo bo zunaj. Iz te države bo šla pamet, delo, kapital in profit. Torej, 4 temeljne stvari, ki jih morate na nekem teritoriju ohraniti, če hočete imeti razvoj, karkoli že to pomeni, nam se zato se spuščava to. Vi morate te stvari ohraniti na tistem teritoriju, kjer hočete imeti razvoj. Mi vemo, zakaj afriške države nimajo razvoja. Zakaj? Zaradi tega, ker afriški šolski sistemi državni denar vlagajo v izobraževanje otrok, ki potem grejo delati na zahod. Več kot polovica zdravnikov zaposlenih na zahodu prihaja iz afriških držav. Njihovo izobrazbo so plačale države, ki od tega so plačevali njihovo izobrazbo in imajo nobene koristi. In isto velja za ekonomiste, za znanstvenike, za kogarkoli. Vsak, ki je dober, gre ven. In dokler znanja ne zadržite na teritoriju, ne morete imeti razvoja. In vsi moji dobri študenti grejo ven. Večina mojih mladih sorodnikov že dela v Avstriji. Razumete to? Pomeni, ni šans, da bomo dobili nekaj razvoj. Oni plačujejo davke Avstriji, oni večajo BDP Avstrije, oni večajo profit Avstrije, šolali smo jih pa mi. To je ena od klasičnih oblik, kako center, torej Zahod, izkorišča kolonialno ozemlje. Torej prevzame najboljše kadre, za katere ni rabo vložiti niti $1. Predavanje je temeljilo na razlagi, zakaj se Slovenija ni pretvorila v kapitalistično družbo zahodnega tipa in kako bi se lahko pretvorila v družbo z razvitim tipom kapitalizma. Kateri procesi družbenih sprememb so v Sloveniji dejansko potekali? Kakšna je vloga lokalnih zgodovinskih, socialnih in kulturnih dejavnikov pri procesih družbenih sprememb, ki v Sloveniji potekajo od osamosvojitve do danes? Njena osnovna diagnoza zveni na videz preprosto. Kapitalizem smo uvozili na nam tuj način, kar je nujno prineslo ekonomsko, socialno in politično krizo. Nekoliko drugačni luči je osvetlilo obdobje slovenske tranzicije oziroma postsocializma od osamosvojitve do danes. Obljuba, ki je bila takrat, da se bo Slovenija v postsocializmu spremenila v novo Švico, je ideološka laž, na katero so nasedli državljani in državljanke Slovenije in pod katero se je in se še vedno skriva pretvarjanje Slovenije v kolonialno ozemlje novega tipa. Knjiga postreže še s kritiko klasičnih, večinoma ekonomskih receptov za rešitev in začrta antropološki okvir slovenske postsocialistične kriminalke
z vrsto prodornih primerjav z drugimi evropskimi državami. Poda odgovore, kako v prihodnje strukturirati našo družbo, procese in razmerja, zapiše, kar so sicer antropologi utemeljeno dokazali, da sodobnih družbenih procesov ne smemo razumevati kot posledico kratke zgodovine generacije ali dveh, temveč kot posledico stoletij dolgega razvoja. Že 2 desetletji se vrtimo v začaranih krogih reformiranja reform, tipično tranzicijskih nedodelanih in nereflektiranih rešitev ter ekskluzivno domačih improviziranih receptov, zato nobeno področje ni zadovoljivo urejeno, naj je to politika, ekonomija, sociala ali kultura. Delovanje določene socialne institucije ni odvisno le od nje same, ampak prav tako ali celo še bolj od socialnega in kulturnega konteksta, v katerem deluje. Antropologi so se naučili, da iste institucije dajejo v različnih socialnih in kulturnih okoljih različne, lahko celo nasprotne rezultate in učinke. Za iste rezultate torej ni dovolj imeti le iste institucije, ampak bi bilo treba izenačiti tudi druge dejavnike, predvsem zgodovinsko vzpostavljeni socialni in kulturni kontekst. Večstrankarski zahodni parlamentarizem v slovenski družbi proizvaja in krepi že obstoječe procese socialne dezintegracije, kar se v praksi kaže tako, da vsaka socialna skupina v slovenski družbi vedno bolj skrbi le zase in svoje interese, in to na račun drugih socialnih skupin, seveda tudi znotraj teh skupin obstajajo notranje cepitve. Med skupinami obstaja boj za dobrine, nekakšna socialna vojna, po logiki uniči ali vsaj onemogoči drugega, da boš dobil sam več. Avtorica meni, da pri Slovencih ni običajno, ni moralno in celo ni normalno, da delaš nekaj, kar ti misliš, da je prav. Slovenec raje stori tisto, kar misli, da drugi mislijo, da je prav. Slovenski postsocializem ima ključni problem, problem legitimnosti. Za postsocialistično Slovenijo je značilen razcep med legalnostjo in legitimnostjo, ki se z leti veča. Sistem seveda je legalen, saj je utemeljen na zakonih, ki ga branijo, toda ljudje ga ne jemljajo za svojega, ker ne morejo več sodelovati pri odločanju o svojem življenju, hkrati pa niso več zavarovani s preživetveno skupino. In to seveda ljudje upravičeno vidijo kot napačen sistem, saj ni usklajen z zgodovinsko vzpostavljenimi socialnimi tirnicami. Antropologi in sociologi pa vedo, da sistem, ki ga ljudje vidijo kot napačnega, na dolgi rok ne more obstati. Tudi ko gre za razumevanje odnosa med lastnino in oblastjo, se je v slovenski zgodovini uveljavila rešitev, ki še vedno vztraja. Ta rešitev je enačenje lastnine z oblastjo, razumevanje, da tisti, ki ima lastnino, ima tudi oblast. Če je rešitev uspešnejši kapitalizem od tega, ki ga imamo, je rešitev vzpostaviti slovenski tip kapitalizma, ki bi bil vsekakor bolj uspešen kot to, kar imamo zdaj. V tej logiki je treba prevzete tuje rešitve nujno prilagoditi lastnemu, socialnemu in kulturnemu kapitalu, lastnim zgodovinsko vzpostavljenim tirnicam. Avtorica je kot povzetek navedla: če želimo narediti kaj zase, moramo najprej razumeti svoj položaj. To, kaj smo, kaj imamo, česa nimamo, kaj so naši potenciali in kaj so naše omejitve. Treba se soočiti s tem, da nikoli ne bomo mogli postati zahodna kapitalistična družba. Treba je zavreči ves ideološki poosamosvojitveni balast. In treba si je priznati, da je bil slovenski postsocializem ena največjih napak v zgodovini Slovencev. Dokler si tega ne bomo priznali, ne bomo razumeli problema, ki ga imamo. In dokler ne razumemo problema, ki ga imamo, ne moremo najti zanj ustrezne rešitve. Strategija mešanja lastnega tipa ekonomije ali politike z uvoženjem bo vedno pripeljala do krize, ki bo vedno totalna. Gostja Čajanka je ob koncu bila nagrajena z bučnim aplavzom iz dvorane.